Dobrodošli v vodiček v Minecraftu z Lanem in Denisom in danes vam bom pokazala, kako se začne nov svet na Minecraftu. Najprej kliknemo prvi gumb Single Player, potem kliknemo Create New World, potem napišemo tukajle ime sveta. Lahko je karkoli. Potem izberemo igralni način. Igralni načini so Survival, Hardcore in Creative. Pri načinu Survival rabiš sam nabrati vse stvari, potem imaš lakoto in življenja. Potem na Hardcore je isto kot na Survival, samo da če umreš v igrci, potem se ne moš vrniti v ta svet več. Svet se ti zbriše. In igralni način Creative je pa tako, da lahko letiš, si nesmrten, pa imaš neomejeno zalogo vsega. No, tukaj pa seed, to je velika številka, kakor ti svet generira, ampak ponovadi musiš prazen, da ti avtomatično izbere. Potem tukaj imamo druge strukture, to ponovadi pustimo on, zato da se nam pokažejo pač vasi, potem stari rudniki in podobno in tam lahko več stvari dobimo kakor drugače. Potem tukaj imamo tip sveta, ponovadi ga pustimo na default, lahko pa naredimo tudi, da je samo ena sama velika ravnina, kjer pa lahko tudi spreminjamo nastavitve, recimo globino zemlje, žive skale in podobno. Potem lahko pa imamo tudi na large biomes, to je pa v bistvu kakor navaden, samo da so ti svetovi veliko večji. Potem tukaj imamo gumb za bonus skrinjo, to čisto po izbiri, če imamo vključeno, pomeni, da se spavnamo ob eni skrinji, v kateri je ene par stvari in to naredi pač igranje igrce malo lažje, so ponovadi kakšne semena ali pa kaj takega noter, ki jih je malo težje dobiti. Potem je še en gumb, Allow Cheats, to čisto po izbiri, če imamo vklopljeno, je tako, da lahko pač pri igrci goljufamo, da recimo nastavimo dan takrat, kadar je noč in podobno. To je čisto po izbiri, kakor sem že prej rekel. Zdaj pa mi dva pustila tole na off. No in potem, ko smo končali, kliknemo v Create New World in začnemo igrati. No, evo, zdaj sva se spavnala tukaj v enem biomu in zdaj je jutro. Dan tukaj v Minecraftu traja približno 8 minut, se pravi, imaš 8 minut časa, da si narediš zavetišče, preden je noč in po noči se pojavijo pošasti. In te pošasti te pač probajo na vsak način ubiti in ti se moraš temu izogniti, tako da si zgradiš zavetišče. Zdaj prvo kot prvo, kar rabiš narediti, je, da nabereš čim več lesa. No, tako. Ja, no, prvo premikanje. Premikaš se na tipkah W je za naprej, S je za nazaj, A je levo, D je desno. Skačeš na spacebaru, to je ena dolga tipka, kocke pa razbiješ tako, da držiš levi klik na miški. In se kocka razbije. Pa se pa spremeni v tako majhno kocko, kakor jo lahko pobereš. Kocko jo pa postavljaš tako, da z desnim klikom. Da desni klik je. No, zdaj pa naberemo malo lesa. Ponavadi ni treba prav veliko lesa, kakšne 7 bodo čisto dosti. Bolje, če nabereš rjav les, zaradi tega, ker po rjavem lesu imaš možnost, da še jabolk dol pade. To, če krošnjo razbiješ, ne če razbijaš les. Tako. Če pa dobimo pa samo settling, kot bom kasneje razložil. Evo, približno 6 bo čisto dosti. Potem zdaj poiščemo eno primerno lokacijo, kjer bi začeli graditi našo hidey hole, hiško, tako začetno se bom spil noter. Tudi gor je tako dosti primeren prostor. Ponavadi iščemo na robu, na kakšnih takih prepadih skale, kakor imajo črne pikce noter. Skale so take sive barve. Ponavadi so noter pikce. To pomeni, to je coal, s katerega lahko narediš baklo, iz bakle pa rata svetloba, ki bomo še osvetlitev. To sem na gore videl. Evo, ja. Ni prav dobro, da veliko hodiš pa skačeš na začetku, ampak pa še šprintaš, šprintaš pa če dvakrat hitro klikneš dvojni ven.
in da hitreje laufe. Ampak to ti gre hitreje tudi hrana ven. Tako da zdajle iščemo črne pikce v tem. Pa tudi skočiti ne smeš prevelike višine, zato ker se ubiješ. To vmes so živali, gobe. Poleg goba, to bo pa fino, če bi nabrala, ne? Hrano bomo po naslednji. V redu. Ok. Cool. Levo gor. Ja, zdaj smo iskali na primer takole lokacije, kakšno ja, tam je bilo tudi, tle imamo ogromne zaloge tega. Tamle, pa je bilo tukaj, tam gore še, ogromne zaloge. No, ponavadi pišeš eno lokacijo, ni preveč v luknji zaradi pošasti zvečer, po noč, kar pridejo. Kakšne pošasti so take, da imaš večjo prednost, če si ti v zraku. Da se ti veliko bolj splača, da se ti višji od pošasti, kot te napade. Tako, na primer, tukaj je bil kakšen primer. Razbijamo tako okoli. Zemljo. Kamna pa ne moremo razbiti z roko. Mislim, lahko ga razbije, samo ne bomo dobili nič kjer. Zato moramo zdaj narediti orodja za razbijanje kock. In če hočemo narediti orodja, rabimo najprej narediti delovno mizo, ki jo naredimo s kateregakoli lesa. Zato pa kliknemo E ali I, da odpremo metri. Pri nekaterih bo delal I, pri nekaterih E. Za eno delovno mizo rabimo eno kocko lesa. Tako. Kliknemo na kocko lesa in to primemo pač z miško. Potle pa desni tile okence crafting, ker so 4, s temu delamo. In potle desni klik na eno okence, dobiš to, ampak zdaj odložiš to nazaj, spet levi klik in levi klik na to, da dobiš 4 tega. Za eno to si žrtvoval 4 tega. In iz teh pa obraten. in iz telih narediš tvoj crafting table. Desni klik pa vsak okenček enega daš right klik. In dobiš to. Zavzameš in daš v ta spodnjih 9 okenc. Ta spodnja okenca so tele okence, ki jih tukaj vidiš tukaj dol. Te okence od spodaj pa menjaš s tem koleščkom na miški ali pa številkam od 1 do 9. No, potle, kakor imamo to pač v rokah, postavimo, ni važen kam, samo v roke damo, pa desni klik postavimo na tla. In potem, ko zdaj samo klikam na crafting table, dobimo mrežo, je podobna tistemu, kar imamo, če kliknemo na E, samo da je večja. In potem tule lahko naredimo vse, kar je pač v Minecraftu za narediti. No, najprej bomo naredili malo sticks, to so palčke, spet najprej vložimo se noter, da dobimo te. Potem pa damo enega na drugega, da dobimo to. Sticks, to so palčke. Potem pa palčke, še ne, tole bomo rabili, še ne. Pa palčke razporedimo v temu vrstnem redu, pa te damo na vrhu in nastane pickaxe. Oziroma kramp. Zdaj, tule, ko smo uporabljali lesene deske, je lesen kramp, lahko je pa narejen tudi iz drugih stvari, recimo iz kamna, diamantov, železa. Ampak če hočemo dobiti kamen, najprej rabimo lesenega. In kar začnemo se graditi malo. In vidite, od spodaj ima življenjski meter, to je, kakor ta meter, kadar je zelen, pomeni, da je še dober, kadar je tako malo oranžen, se že počasno uničuje, kadar je rdeče kritično stanje, potlej se pa samo že zlomi. In potem ostaneš brez krampa. No, zdaj, tule smo videli, ko smo razbili coal, oziroma premog, da je padel ven tale stvar. In če damo tole v crafting, damo coal na vrhu, spodaj pa eno palco, dobimo 4 bakle. In bakle lahko uporabimo za razsvetljanje. Desni klik na steno ali na tla. Pa coal se tudi počasneje razbija, kakor pa kamen. No, zdaj imamo po 8 kamna, pa lahko naredimo boljšo verzijo pickaxe. Spet naredimo, zdaj imamo pa malo palčk, zato naredimo še ene palčke. Tako, vzamemo cobblestone, pa jih damo tako. Zdaj imamo pa boljšo verzijo pickaxe. In tudi hitreje razbija. Tako, pa tako. Tale se ful počasneje rabi. Tako da ta ima večji življenjski meter kot ta. Vsaka boljša improvana pickaxe, vsak boljši nadgrajeni pickaxe ima več življenja. In zdaj v bistvu v steno izdobimo pač eno luknjo, ne sme biti premehna, pa tudi prevelika, ne sme biti zato, ker potem preveč časa zapraviš. No tako, zdajle bomo pa naredili, kako se zavrjati.
hitro no. Aha, vmes pogledamo tudi daj v nebo, kako sonce že zahaja. Vzide tamle na vzhodu, kakor pa pride na sredino dneva, je pa tukaj namir za približno 3 minute. Potem se pa spet začne spuščati. Zdaj poberemo pickaxe, mislim pickaxe, crafting table. In ga ne samo noter zavetiš. No, zdaj pa tako, zdaj tlele imamo, če bi na primer takole naredil, to nismo varni, kamot noter pridemo. Če postavimo tako, lahko večje pošasti, kot so na primer zombi, skeletoni, kostkoti se to, kakor imajo lok, te lahko streljajo, ampak zombi ti pa ne morejo nič. Pajki pa lahko pridejo not, ker so za 2 kocke široki pa 1 kocko visoki. Se pravi, da bi lahko splezali noter. Če pa naredimo tako, pa nič ne more do tega. Samo kostko te lahko skozi luknjo ustreli. No, zdaj pa še malo dneva je še ostalo, tako da ta cajt gremo še lahko en drevo podreti. Pošasti se ne začnejo kazati takoj, ko tema. Malo, kakor je tema, približno pol minute se šele začnejo. No, evo, zdaj bomo tole drevo še podrli, in zdaj bomo podrli tudi krošnjo, pa bomo videli, če bomo mislili, da bo iz krošnje še kakšen jabolk padel. Tako. Tle se že. Krošnja se tudi sama začne podirati, kakor umakneš skoraj ves les iz nje. Ampak zdaj pa še ni ves les umaknjen, tako da malo krošnje bo ostalo, malo se bo pa samodejno uničilo. Kakor se krošnje samodejno uničuje, tudi lahko odloži jabolko ali pa sadiko. Tako zdaj imamo 9. Zdaj pa malo razbijamo in smo dobili eno sadiko. To lahko zasadimo nazaj, z desnim klikam, da bo še enkrat zraslo drevo. Približno traja kakšne 2 Minecraft dneva, da je drevo zraslo nazaj. Še ena sadika. Navadno ima drevo do kakšne 3 sadike. Ta drevo pomam, da bomo navika. Ok, ja. Ta krošnja je pa previsok, da bi jo lahko razbil. Ja. Če bi pa za 1 kocko višji, bi pa previsok. No, tako, zdaj se že mrači, tako da zdaj bomo počasi kar nazaj noter. Čim manj probate skakati na začetku, ker pa je grehana, malo hitro je dol, čez noč ne rajne ven. No, tako, in zdaj se zablokiramo not, postavimo baklo in evo. No, zdaj bi lahko pobrala še iz spremok, ker ga je na stropu. Zdaj si v bistvu izdolbemo eno tako majhno hišico v gori. Ta najbolj je, da tukajle, kakor je tale izpod, naredimo tako, kaj si damo tak kamen tako, da zavarujemo, da če bo kakšen kostko, kakor bo streljal, da bo streljal v to namesto tebe. In potem lahko še kakšno baklo se ne vleče različno. No, in to je to za prvo epizodo. Naslednjo epizodo bomo pa pokazali, kaj se ponavadi čez noč dela. In pokazali bomo, kako narediti peč in kako jo uporabljati. No, to je to. Hvala, ker ste gledali. Naslednjič. Prosimo, lajkajte ta video in kliknite subscribe. Hvala.